Backstage. 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 Dobrodošli nazaj v Backstageu. Oddaj, kjer iz ozadja potegnemo mlade, ki spreminjajo svet po svojih merah. Danes je z nami fotograf iz Godoviča, ki še ni star 18 let, pa že redno stoji tam, kjer se vedno nekaj dogaja. Na športnih igriščih, dogodkih in na koncertih. Svojo pot je začel čisto spontano, danes pa z objektivom dokazuje, da za dobre zgodbe niso potrebna leta, ampak radovednost in pogum. Čas je, da ga spoznamo. Ožbe Rupnik, dobrodošel v naši oddaji. Živijo. Hvala za povabilo. Ožbe, kako si? Pa super. Malo še zaspano. Mal. Povej mi, kako bi samega sebe opisal v parih stavkih. Radoveden, vesel, prijazen. Okay. Kaj pa imaš danes s sabo? Danes imam s sabo stvar, ki mi omogoča, da počnem to, kar počnem. Moj fotoaparat, pa 2 objektiva. A bi nam lahko kaj več povedal zdaj o tem, kdaj si to dobil? Mislim, kateri fotoaparat po vrsti je to že tvoj? Ja, se pravi, tu je moj prvi svoj fotoaparat, pač, prej sem imel od očeta, tako da tega sem kupil 1 leto nazaj in objektiva pa sta, tam malo je star, malo več kot pol leta, ta bil je pa čist frišen, en mesec recimo. Zdaj te pa ta spremlja skoraj vsak vikend, ja? Skoraj ja. vsak dan? Večinoma med vikendi, no, kdaj se vskoči tu čez teden, odvisno od situacije. Če začneva čisto na začetku, kdaj si sploh prvič prijel fotoaparat v roke? Prvič je bilo to 2 leti nazaj na oratoriju. Sam sem se kot majhen zmeri udeleževal oratorija in sem bil animator. In tisto leto smo ostali brez fotografinje in smo hoteli imeti neko medijsko zasedbo, tako da bojo lahko starši malo videli, kaj se na čez dan dogaja. Tako da sem se pojavil čisto spontano, nobenih unih, sam vedel sem, da ima fotoaparat. Tako da so se tudi slike na koncu izkazale, da sem sam vedel, kaj je fotoaparat. Pa na oratoriju deluješ zdaj samo kot fotograf ali si tudi animator? Ne, sem tudi animator. Okay. Je pa res, da mi je ta vloga velikokrat prekrajšana zaradi tega, ker pač rabam biti povsod skrat in probati dobiti te čim bolj pristne trenutke. V bistvu je pa težko usklajevati obe te vloge. Ja, malo skačem, tako da so animatorji ponavadi imajo bolj poudarek na otrocih, jaz pa sem povsod, no, tako da. Ampak se trudim. Kdaj pa je bil tisti tvoj moment, ko si se res okužil s fotografijo? Rekel bi, da je bilo tudi takrat, ko smo šli z družino na potovanje na Madžarsko. V bistvu me je oče prepričal, da ne vzamem s sabo fotoaparat, pa sem nekako nisem bil čist prepričan, a bi ga ali ne. Tako da sem pol v bistvu res 5 minut preden smo štartali od doma hiter stekel gor v predal ga iskat in vzel. Tako da mislim, da je bil tudi tisti prelomen trenutek, ko sem jaz mislim, ok, probujemo to malo na drugačen način. Pol so lepe fotografije nastale iz tega družinskega izleta? Vizija je bila tam, sam izdelek pa niti ne. Tako da. Si se še učil? Ja. Torej, pri tem, kar delaš, nisi sam, omenil si tudi družino, pa da so te v bistvu oni najprej spodbudili načeloma za to. Kako se pa oni spopadajo s tem tvojim hobijem oziroma s tvojim zasedenim urnikom? Jaz moram reči, da sta moja ta starša res me suportata. Kako se reče to po slovensko? Rede, suportata, podpirata. Ja, da moja starša me pri tem res podpirata. Res, tu se je treba njima zelo zahvaliti. Nista nikoli komplicirala, pač oprema je. Stane to, kad stane in hiter mi posod, da si lahko tu prvošem. In ja, tako da, hvala mami in ati. Super. Hodiš pa na strojno na gimnazijo Jurija Vege Idrija. Fotografiraš tudi dogodke tam? Ja, večinoma, kar se dogaja, me kar pokličejo, no,
Če pa slučajno se zgodi, da ne morem, je pa še eden, ki lahko to naredi. Tako. Pa glede na to, da se s fotografijo kar veliko že ukvarjaš, kako pol usklajuješ šolo pa fotografijo? Ali je v bistvu fotografija lih še za zraven? Pa mislim, nimam nekega prav recepta, ker jaz pač provam res za šolo se potruditi, pa če čez vikend res velikrat, sploh kakšna košarka, še kakšne mlajše selekcije, tudi dopoldne, pa pol provam nadoknaditi takrat, ko imam cajt, mislim. Ampak zaenkrat se še da. No. Kje si se pa naučil osnov fotografiranja? Vse, kar sem se naučil na YouTubu. Res se mi zdi, da na začetku je težko prefiltrirati, kaj je dobro, pa kaj ni, pa enkrat, ko malo razumeš, pa hitro začneš jemati te informacije v sebe. Tako da, kar je tehničnega na YouTubu, vse ostalo pa s prakso. Kako pa to deluje dejansko v praksi, torej učenje iz YouTuba? Jaz si zdaj predstavljam, ok, ti pogledaš video posnetk, prešaltaš nekaj na fotoaparate, kako to deluje? Ja, na začetku na YouTube posrčaš, kako slikati hitro premikajoče se objekte, pogledaš prvi, ti da nastavitve, jih ti daš noter in si misliš, ok, zdaj sem naredil tu. Pa več, ko v bistvu eksperimentiraš, bolj razumeš samo delovanje fotoaparata in zdaj mi je že avtomatsko v bistvu lahko na situaciji ocenim, kakšne nastavitve bi približno potreboval, da bi bil pač izdelek najboljši. Kaj se ti pa zdi pri temu načinu učenja najtežje, pa mogoče kaj je neka prednost tega načina učenja? Najtežje bi rekel, da je to, da nikoli nisi prepričan, a to velja za vse. Se pravi, veliko se razlikujejo stvari med sabo, tako da rabiš kar razumeti angleško, no, pač res so kdaj so take besede, ki jih še jaz prvič slišim. Prednost je pa tudi, da se lahko učiš kadarkoli, lahko na terenu, če slučajno se ti zgodi, da ne vem, misliš, da je nekaj narobe na internetu, pogledaš, vidiš, zakaj se to zgodi. Tako da, mislim, da je tu najbolj, da je skozi pretep nek mentor. Si pri fotografiranju usmerjen v kakšno določeno nišo, določeno področje? Trenutno še ne, zmeri bolj me vleče v športno fotografijo, ampak se mi zdi, da ima vsaka kategorija tako malo po svoje neke čare, tako da trenutno še nečno, sem še kar odprt na teh projektih. Če bi se pa lahko čisto svobodno usmeril, pa recimo nekaj fotografiral zdaj do konca življenja, kaj bi izbral? Ja, ne vem, košarka recimo, da bi za neko ekipo bil uradni fotograf, pa pač da bi hodil okoli, recimo, tu bi bila kar ena klukca, ali pa tudi ne vem, za kakšno profi ekipo v kolesarjenju isto. Drugače pa tudi kakšnega glasbenika, ki je meni všeč, da bi tek bil od njega. To bi bilo tudi kar nice. Danes fotografiraš različne dogodke. Kako to sploh deluje? Ja, zelo je odvisno od principa. Zdaj večinoma se jih vrti kar v naši regiji, ja, ne, tako da pol že malo poznaš ljudi, pa pač ti oni tudi pomagajo. Zdaj recimo v Stožicah, Slovenija, Kosovo, ki sem slikal, no tam je pa kar, no, mi se rabiš prej prijaviti, te rabijo zbrati, moraš priti kje po akreditaciji, vzeti opič. Je kar komedija, ampak se navadiš, no. V bistvu drugače kot za te lokalne Ja, dogodke, pri lokalnih noben skoraj nikoli nič ne reče, pa tudi akreditacije dobiš tukaj takoj, no. Za druge je pa večji dogodki, več je težav. A bi mi pa lahko opisal en tak tvoj tipičen dan, ko fotografiraš, torej od priprav doma, dogajanje na dogodku, pa mogoče še pol do urejanja fotografij, pa najbrž jih potem pošiljaš. Zdaj, recimo neka tipična sobota, imam dopoldne tekmo za mlajših selekcij v košarke, popoldne pa še recimo člane, pa so recimo v gosteh, se pravi, zjutraj se zbudim, prejšnji dan si že pripravim, pač kartice se spraznajo, nafilajo se baterije, če je slučajno treba spucati kaj, se vse vštima en dan prej, tako da zjutraj poberem, zaenkrat čez avtobusom, no upam, da hmal že z avtom, v Idrjo,
pol pa, ko pridem na tekmo, pa v bistvu zdaj tukaj ni lih neka fantazija pri košarki, itak ob stran parketa, zdaj na gimnaziji je bilo tu enih par točk, ko sem vedel, da slike bojo v redu, tako da po se pa sam po četrtinah mal premikam, kje sem, da slike ne izgledajo monotone. Po na koncu pozdravim še prijatelje, ki igrajo in se odpravim nazaj na avtobus. Po pa doma najprej slike na računalnik, po pa čez vse zbrat, mal po editat. To je to, po pa sam še naložim in pošljem. A pa urediš fotografije takoj po dogodku? Ali mal počaka, pa pol recimo čez vikend? Ne, sam se pravim kar držati tega, da pravim čim hitrej pač. Ok, če prijem zvečer ob 9 iz tekme, bom se naslednji dan zjutraj lotil, ampak nisem pa tak, da bi ful zavlačil. No. Se mi zdi, da je tu kar pomembno, da si ti da imaš neko konstanto, ki se pa tudi ljudje vejo, da bojo dobila tebe stvar v določenem roku. Kaj je pa tisti del, ki ga ljudje ne vidijo mogoče, pa ti vzame največ časa? Ja, definitivno je tu pač editanje. Ja. Tu vzame zelo veliko časa. Zdaj mogoče za kakšne te športe niso take spremembe. Zdaj pri kakšnih koncertih, ki so pa luči, lahko pa ti fotko res popraviš ful in tisto vzame največ časa. No. Pa zbiranje je kar zakomplicirana stvar. A bi pa zajel mogoče še par dogodkov, na katerih si fotografiral za naše poslušalce? Se pravi, največji, kot sem že omenil, Slovenija, Kosovo, tu je pač res zelo ena taka dobra izkušnja, bila res vidiš, koliko je tu vse organizirano, pa tu trgač pa KK Hidrija večinoma, kar gostovanje, no. Pa mlajše selekcije, zdaj tudi doma verjeten, pol, ne vem, kakšne tekme v Idri, kolesarjenje sem slikal, na placu sem za Blujence slikal, kolektorjev žur, tako da vse kar nabere, no. Torej, fotografiral si tudi na reliju letos, si bil official fotograf. Kako pa tam izgleda delo? Je mogoče malo drugačen šport kot košarka pa nogomet? Ja, definitivno reli je zelo zanimiva stvar za slikati, je pa res, da te vsi brzinci in tu malo omejuje z premikanjem in lokacijo, tako da rabiš malo prej pomisliti, kaj se ti zdi vredno in kaj se ti pač zdi, da je bolj za obstran, tako da narediš nek plan 2 dni prej, tako da ja, pa hitrost je, postaviš se v ink, malo si probaš vizualizirati, kako bi stvar izgledala, da si na koncu zadovoljen, tako da. Kaj pa razlika med fotografiranjem nekega športa pa nekega dogodka, torej recimo koncerta? Zdaj, pri športu je tu stvar, kar rabiš ti res poznati šport, da veš, da lahko malo pričakuješ določena stvar. Zdaj, košarke sem preslikal že kar neki in se mi zdi, da je tu res fajn, da veš pravila, da veš, kaj se bo zgodilo, malo pričakuješ, da tudi usmeriš ti fotoaparat proti da loviš žogo, ne, recimo. Zdaj pri nekem dogodku pa ti probaš iskati neke take tople trenutke, kako bi rekel, pač, da se pokaže, da se imajo tam ljudje fajn, da pokažeš, da je tu lepo. Kaj pa ti osebno najrajši fotografiraš? Ja, to je težko vprašanje, vsaka stvar ima neke pluse in minuse, recimo pri košarki mi gre na živce, kapol ne moram čist tekme gledati, pa bi jo rad. Zdaj, pri kakšnemu koncertu je pa, da ne zamudiš kakšnega pomembnega trenutka, recimo, ne vem, če se kaj čez oder naslajen, ali pa kakšna taka stvar, da pač ne zamudiš tistih trenutov. Zdaj, ko si omenil lih košarko, delaš tudi grafike za KK Hidrija, ne? Ja. Kako združuješ ta vizualni dizajn pa fotografijo? A bi se rad mogoče tudi v prihodnosti s tem ukvarjal? Pa v bistvu s temi grafikami je prišla stvar čisto spontano. Jaz sem doma sedel, takrat nisem nič fotkal dolg časa in pol sem se malo s tem začel ukvarjati, malo Photoshop sem pač imel naložen na računalniku in sem bil, ok, dajmo malo probati. Drugač pa ni fajn zaradi tega, ker točno vem pač
kje dobim fotke, ker jih pač svoje porabim. Je pa res, pač na začetku vzame veliko časa, da si narediš neko osnovo, pol na koncu pa v bistvu sam res menjaš sam ključne podatke, tako da. Definitivno pa je treba na tem področju še dodelati par stvari, ampak bo s cajtom. Če pa zdaj fotografijo pustiva še malo na strani, jaz sem slišala, da imaš ti rojstni dan 29. februarja. Ja. Kako to deluje? Ja, mislim, veliko tu me skoraj vsak vpraša, meni se ne zdi tu nič taza, pač datuma ni, sam na vsake 4 leta je, ampak meni je fajn, no, pač ljudje pozabijo moj rojstni dan zaradi tega, ker dejansko ni datuma, ne zaradi tega, ker ne bi se spomnil, tako da. Ja, kar zabavno. A pa si večkrat praznoval na 28. februarja ali 1. marca? Kar 28. februarja, se mi zdi, da je boljše, da je v februarju, kot v marcu, no, glede na to, da imamo v februarju rojstni dan. Okay. Pa letos boš 18. Ja. Žur 1. marca ali 28. februarja? Po mojem, en dan prej, pred En dan prej. 28. Tako da, Okej. verjetno, no. Poleg fotografije zbiraš tudi gramofonske plošče. Kaj te je pritegnilo k zbiranju? V bistvu je bila tu spet neka čisto spontana stvar. Jaz sem enkrat tu malo na internetu vedel sem, da te pač plošče so pač da dobro razgleda in potem sem bil, ok, dajmo probat in je lih slučajno oče imel vse doma, tako da zdaj kolekcija ni lih ogromna zaradi tega, ker je ta stvar pred mano kar draga, ampak ob določenih situacijah si pol kakšno kupam, tako za vesele. Zdaj pa je čas za mimo mikrofona. Ožbe, to je del oddaje, kjer mi postavimo malo tvojo fotografijo na stran, pa se malo osredotočimo tudi na tebe kot osebo. In jaz imam tukaj en kozarček iz vprašanj, tako da te vabim, da izvlečeš, ga prebereš in pa odgovoriš. Okay. Katera je tvoja najljubša jed in zakaj? A imaš najljubšo jed? Ne vem, ja, imam, zaradi tega, ker jo malkrat jem in to je lazanja. Ok. Kaj te pa pri lazanji toliko pritegne? Ne vem, ful imam rad makarone, ampak se mi zdi, da to je pa tako malo drugače kot makaroni. In pa je dobro, pa ne malkrat jem, kaj doma nikoli ne naredimo. Ok, super. Ajde, še enega. Glavni lik katerega filma ali serije bi bil? Ja, tu je dost enostavno vprašanje, vsaj zame. Ful bi bil recimo kakšen lik iz serije Stranger Things. Se mi zdi, da je tu ena stvar, ki pač mi je res všeč, tako da ja, definitivno. Kjerkoli od 4 fantov bi bil. Ok. Fan Stranger Thingsov. Ja, že dolg časa. Ok, super. Zdaj imamo pa še eno tradicijo na backstageu, kjer vsak gost pusti vprašanje za naslednjega gosta. In zadnja gostja, Mateja, je pustila eno vprašanje zate. Kako se spopada z kritikam družbe, pa kako se mu zdi ali pa zdi njej, da izstopa od drugih ljudi, kaj je njena posebnost. Zdaj, s kritikami iz družbe je tako čist po pravici povedano, nisem imel nikoli tazga negativnega feedbacka od ljudi. Dejansko so bili zmeri kar zadovoljni vsi s tem, kar sem oddal. Zdaj verjamem, da bo tu še prišlo. Jaz definitivno vsako kritiko, tudi pač če ni recimo ful negativna, ampak da mi sam hoče kdo pomagati, sprejmem, zato ker se mi zdi, da brez tega boš težko napredoval. Zakaj se bi pa razlikoval od ostalih? Ne vem, se mi zdi, da je sam mal, ne vem, drugačne
fotke so, pač malo drugačen pogled mogoče na vso sceno, ki jo imajo drugi, recimo. Ok, super. No, zdaj si pa še ti na tapeti, da postaviš vprašanje za našega naslednjega gosta. Se pravi, kaj bi pri temu svojemu področju spremenil, če bi lahko? Eno stvar, ni važno kaj, pač dejansko, kako poteka, ne vem, od priprav, ne vem, karkoli v bistvu res. Kaj bi spremenil, pač neka stvar, ki se ti zdi, ne mogoče, da te moti, ampak da bi mogoče tudi lažje delovali na ta način, če bi prav. Ok, bomo zastavili to vprašanje naslednjemu gostu. Pa še, da počasi zaključiva. Pred dnevi si mi rekel, da se vse da, če se hoče. Kaj bi rekel svojim vrstnikom, ki so mogoče na podobni poti kot ti? Ja, meni se zdi, da smo zdaj v teh letih, ko že malo začneš raziskovati, kaj te dejansko zanima. Pa se mi zdi, no, da sem sam sebi s tem dokazal, da pač, če tebe neka stvar zanima, se res lahko pač veliko naučiš in nekako razumeš delovanje tega, da se mi zdi, da res se da naučiti vse in da ni nemogoče. Je pa seveda vaja dela mojstra. Ne obupati. Ja. Zdaj bi te pa še povabila, da našim poslušalcem oziroma gledalcem poveš, kje te lahko najdejo, kje te lahko najdemo. Ok. Se pravi, lahko me najdete na Facebooku Ožbe Rupnik oziroma na Instagramu Ožbe Rupnik foto. Imam tudi spletno stran, kjer dobite pač moj mail in vse, tako da ja, če kdo slučajno kdaj rab, sem tle. Ja, ste slišali, sledite Ožbetu na vseh socialnih omrežjih. Ja. Pa sam pokličte, pa pride. Ja. Če le ne bo kaj drugega. Ožbe, hvala, da si vzel čas, da si danes prišel in da si z nami delil svojo zgodbo, ti pa želim vse dobro pri tvojem nadaljnem delu. Ja, hvala tudi vam za povabilo. Mi je bilo kar v čast pride, tako da, če boste kdaj rabili, veste, koga poklicati, da malo pofotkamo. Bomo. To je bil Backstage, glas mladih brez filtra. Se gledamo naslednjič, ko iz ozadja pripeljemo nove obraze. Backstage.